Ne? Stari, veš, kaj mi je še ful všeč pa ženskah? Pajkice. Stari, pajkice so najbolj hot thing Strenjam. ever. Se strinjam, jaz tudi komi čakam, da se obrne trend, da pridejo nazaj. Se je zdaj trend Kam so pajkice? A so zdaj nazaj? Ja, kdaj so pa šle? Ne, dobro. A so mogli iti, kaj Maja pa šla? Ne. Še Maja pa šla, ja. Pa ni več smel. Mislim, da v zuni ženske ne hodijo v pajkicah. Ne, v diskač ne hodijo v pajkicah, ampak Ne, v zunaj. džimu so v pajkicah. Pusti džim. Ja. Pajkice so včasih Ja, ker ne bile- hodiš v ni, džim. ja. Ja, ker ne hodiš v džim, hodi v Ne. džim, pa boš videl ženske v Ne. pajkicah. Ja. Da je to trend, a veš. Ja. Modni trend, ki je Aha. javen na javnih Ej, mestih. jaz sem lahko nimo peticijo pajkice vse posod. V šolo, v službo, na javne prireditve, na Obvezno. proteste, pajkice, Obvezno. obveznost posod. Ja. Bi podpisal to peticijo. Mislim, da je tudi ena študija bila, kaj je moškim najbolj všeč, je, mislim, da stil, ki so ga imele punce, ki so bili oni stari med 13 pa 17. Oh, wow. A da se ti zapeče noter. Ja. Oh, Ker takrat si najbolj vizualno, to je tvoj, takrat si itak ti ful, si v puberteti, a ne? verjetno imaš najvišji libido ever. Ja, takrat v bistvu ti Ja. Pa definiraš. sestavlja se ti, kaj ti je všeč. Kaj ti ni. Definirati, kaj ti je všeč, in valjda takrat, kar punce nosijo, a ne, to nekako se ti tako se je. Hlače na zvonce. Ja, Ja, to bi So mi mogli takrat imeti. nosili. To bi mi zdaj mogli imeti, pa Ne. pa ne. Ne držita. Ja. Za mene. No. Ja, pa hlačak definitivno ne. Pajkice so mi čist hot, pa čist hot mi je tako as natural as possible. To pomeni nič make-upa, A, res? nič hude frizure. Jaz imam rad tako feeling, oziroma, manj, ja, me najbolj seksi mi je look, ki zgleda glih, kar sem ostala iz posle. In hangam tle. Ta look mi je Sem tako, ti da nikoli seksi. ne veš, Kako to kaj izgleda ta luk. Parkrat, ko se mi je posrečilo, sem si dobro zapomnil. Ti si to videl na Instagramu. Zdaj se tako glih to izgleda, ostala. Tako, wow, stari. Dobro zgleda, dobro, če bi to V kdaj videl. praksi živo, pa ja. nikoli nisi. No, nikoli. Ne, to mi je the sexiest look. Tako, nič make-upa, nič nekih, ampak Zanimivo. tako as natural as possible. Tako, ali pa tako scena v savni, na bazenu. Veš, tako, ko je res tako. A ni tako z make-upom, pa je pol. Ja. Ne, to mi je the sexiest. Šminke so mi, tako sedem je enkrat na leto, rdeča šminka, to je tako, ampak. se malo našminkaš, a? Tepe. Meni se, ja, meni, ne na baby, meni to se. Sej vse to, ki si govoril zase, Ja, valjda, pajkice, valjda. brez make-upa. Tako, Ja. takrat si najbolj všeč. Tako, to mi je, Ja. to mi je čisto seksi. Ej, zanimiv, to me je pa ful presenetilo, kako sta videla to. No, plus, ne morem si pomagati, ampak lasje so tudi pri meni. Barva las je tudi pri meni. Aha, A kaj je faktor pomemben ali ne? Ja. A je. Ampak tako, Ja, pri meni je vedno manj. Ja. ne morem si pomagati, mislim, ni v moji kontroli. Veš, je zelo primitivno in nočem, kaj bi to kontroliral sploh, sej, če ti je pač všeč? bolj ti je všeč. nobel bi bilo, če tega ne bi bilo. A res? Za publiko bi bilo boljše. Bolj se bi slišal za Bolj se bi publiko, slišal. definitivno. Kao vse mi je, ne? Ja. Ampak ne, so barve, ki dodajo. In za naše poslušalke, ki sprašujejo, če je Jani samski. Ne rabiš tega odgovoriti, ampak kakšen je barvo las. Pa a vela, če se prebarva. Ja. Aha, vela. Ja. Okay. Ja. Hvala Bogu, da to velja. Da ima kakšno šanso. Ja, tako da vsaka ima šanso. In kakšna barva? Ne, blond. Blond. Sej ti si rekel tudi blond. Ali? Ja, jaz sem blond, mi je kut. In včasih sem mislil, da mi je to ful pomembno, sam v resnici ni to. Ne, sej v bistvu, ne vem, če se je tebi isto zgodilo, ampak jaz sem imel čudovite relationshipe z rjavolaskami, recimo, ker mi so bile totalno seksi
In doskrat vidim, ki mi je totalno seksi in spoda, čakaj, to je rjava laska, pa mi je full seksi, ampak in general, tako na 100, je pa malo več blondink v tej skupini, ki so mi seksi. To je. Ja. To je. Bi rekel isto, ja. Ampak blondinka s pajkicami. Pa brez make-upa. Woke up like this. Stala, ja. V zgodi pa hudi. A je tako? Ja, take bolj športne variante. Prav ta feeling, zdaj sem ostala, grem tle malo pred hiš, to mi je the sexiest thing ever. Veš, kad to mislim, v diskaču sem jaz gledal make-upe, pa veš, ampak to je tisto. Ja, mogoče pol iščeš kontrast malo, ne? Pa na enih stvarih. Ne vem, kaj iščem. Ja, lahko se naješ nečesa, ne? To je v lifeu se mi skozi dogaja, ne? Enkrat sem govoril o tej teoriji, če se spomnite, pa mogoče lahko ima kako povezavo na to teorijo. To ni ena teorija, ne vem, koliko je resnična, je, da položaj, v katerem največ seksaš, če je to misionat, gledaš, ko ti prihaja, ob izlivu obraz, recimo, ali pa prsi, ne? In to se, recimo, so potem tudi v tem primeru obraz in prsi sta objekta na ženskem telesu, ki te najbolj rajcata, na nek način si polinku v glavi, to prhajanje. In si tako situacijo naredil, da ti je najboljš, zato ker ti je to najbolj všeč. In potem iščeš nekoga, ki ima oprsje, a veš, to meni. Ja. Ampak zdaj, če si pa recimo v dogiju največ, ne boš izkorita, pa si največkrat gledal ritm. Tako, no in ne vem, lahko da sem jaz največkrat bil v tej situaciji z eno brez make-upa v pakicah, ali kaj, ne vem. Something happened. Ne, največkrat si bil v dogiju, ampak ti si bil spredi. Kaj pa si pol gledal? Prvo si bil ti, ampak medtem, ko sem pazil napade iz desne strani, kaj boš ti, me oni iz leve. Ja, sem videl priložnost. Opening je bil. Opening je bil. Ali bomo šli na naslednjo vprašanje, da ne bomo preč dolgo filozofirali? Ja. Kaj zdaj, Rita? Ne, Rita. Rit pajkice. 3-0 za Rita. Ampak ne. Ampak še prej bi rekel prijazen obraz. Lep, prijazen obraz zmaga. Prav tak nice girl look. To mi je všeč. In tudi personality. Tak nice personality. Končat na njega. Jaškodava, kaj se to reči? Ja, kot da sem sam to dodat, ne. Si boljši spadil, ker se nisi smejal. Ja. Glede Ritine, se mi zdi, da je pač res je trend, pa te velike Ritine. Ampak ne velike, jaz nimam. Ne, se to sem hotel reči. Shape before size. Zmeri, to definitivno. Je pa, mislim, jaz to ne razumem. Itak. Ker se mi zdi, veš, tudi ta lepotna kirurgija, ne? Te vsadki, pa to, da je rit velika. Ne, ja. Oblika, pa struktura. Ja, pa kako je na postavi. Ne, ker tam, če nekaj ženska in polno, pa norit stari, to je čist. Proporci. Mislim, to pa tudi, kako je na dotik, to ima full vlogo. Ker nekaj je lepo, pa polno dotik, tako, okej. No, kolikor se zdaj sliši, imamo mi precej high expectation nasploh za žensko, glede na to, kako mi izgledamo. Bom zase govoril, tako da upam, da... Pa sej ste sam povedala, kaj vama je pomemben, ne kok. Aha, ok. Mislim, verjetno bi se zadovoljila vidva... Sam da je rit. Rit mi je pomembno, da je. Kaj pa... No, če boste želela govoriti o tem sploh. Pa verjetno ne bova. Ja. A sta kakšne fetiše razvila tekom let, ko sta bila v vezah, ali kako se je to vam... Zdaj pa eno pomembno vprašanje. To vse to je bilo pomembno. A ti boš šel zdaj še bolj deep and dirty? Zdaj bom se vprašal. Nazaj. Kaj po mojem tudi folk ne ve. Kaj sploh je fetiš? A ti veš, kaj je fetiš? Ja, bom počakal, da mi ti razložiš, ko očitno nimam dobrega odgovora. Kaj misliš?
neka stvar, situacija, objekt, ki te spolno vzburja. Ja, natančno je, da to je bolj objekt, ki ti nadomesti. To ni full folka danes misli, da to je nekaj, kar tebe privlači ali pa ne vem, položaj v seksu mi je fetiš. Ne. Fetiš je nek objekt, ki ti zamenjaš za svojega partnerja. Ne? Se pravi, če ti rečeš, fetiš mi je usnje, ti dobiš zadovoljitev zato, ker ima nekdo usnje na sebi. Ne zato, ker je to... Mislim, to je. Okay. In kaj je ta objekt? Ja, lahko je veliko stvari, ne? Ne, kaj pa te pa objekt? Pri meni. Je veliko stvari. Ne, jaz nimam nobenih takih. Aha, no, sem vedel, da na avto hodila govoriti. Gremo reči naprej. Okay. No, kaj pa tep, Klemen? Ne, če vidva ne boste, ne bom zdaj jaz tukaj edini. Jaz nimam stvari. Aha, kaj pa imaš? Situacije. Ja. In kaj je situacija? To pa ne bom povedal. Ampak si povedal. Ja, no, pova tudi tole, zavedla, ker bova za netvod sprašvala. Bom zdaj napisal, pa bom povedal v eter. Jani? A boš ti bolj pogumen? Bom ful pogumen, ampak mi ne bo ta verjela, da sem tako ekstremno konzervativen in nič ekstra, kar bi bilo zanimivo za reči, nimam na spisku mojih fetiš stvari. A to si mislim? A ne, imaš, mislim, nimaš? Ne, klasik. Fetiš je tudi nekaj, ki je izven povprečja. Mislim, ženska je za mene fetiš, ampak to ni fetiš. Mislim, to ni. Ja. Mora biti izven. Ja, ne, sem full... konzervativen. Ne, mislim, konzervativen. Ja, ne. Mislim, ko se pogovarjam s frendi, sem zmeni tako, meni jaz ne. Recimo, še en primer, da v čevlji, ne? Ja? Recimo z visoko peto. Ja? Spravi, eni moški, če ti je to fetiš, pomeni, da ženska to more nositi, da imaš ti za boljše, zadovoljitev. Ne, da je boljše. Ja, tako prav. More biti, to je definicija fetiša. Ok, ampak zdaj se uporablja drugače. No, pač ne bi se smela. Ne bi se smela. Ja, pa se besede se spremeni. Ja, ok. No, kaj pa ti? Visoke petke. Ne. Jaz sem imel pa eno punco, v bistvu ni bila punca, tako bolj sva se družila. In ne bom zdaj šel v detajle, kaj je bilo točno, ampak mi je bilo ful zanimivo, ker to je samo za paid userje. Ja, dobro. Tisti, ki člani poslušajo verzijo, tam sem povedal, tako da sem da vejo. Ja, v bistvu mi je bilo ful zanimivo, da ona... Zdaj se ona kriva, veš, imel sem ona je... Ne je bilo nekaj všeč, kaj je bilo meni čudeno. Ampak pol sem začel prakticirati in se je razvila ta komponenta v meni, ker sem jo tudi hotel naprej v drugih uporabljati. Pa je bila to weird, da dobena druga ni hotela? Ne, ni to weird. Srednje. Ampak to mi je zanimivo, da starejši, ker sem več takih stvari se nalaga, ali pa se spoznavaš, ne vem točno, no? Ampak tako vsaka da nek doprinos, no? Tako sem hotel reči, ker se ti pol razvija in pol mogoče veš, kaj ti je všeč, ampak istočasno si odprt za čist nove stvari, ne? Ker doskrat, mene srce boli doskrat, kakšne ženske imajo kakšne take stvari, pa svojim tipom ne upajo povedati, ali pa ne... Te srce boli. Srce me boli. In pa se ti čutiš dolžnega, da teb to povejo in da ti omogočiš. To je pa, ni nič taska. Ne preveč se obešati na ta calling, ker lahko da ga bo zgubil. Imaš izkušnje? Ja, mislim, če daš na svete, upam, da imaš. Ja, nekoč sem bil dosti bolj jak, kot sem danes in pol ni več, veš, in pol tega calling, moš calling menjati. Pizde, se mi sam strašiš. Lej. Meni je zaenkrat dobro. Jan je to danes ful poudaril. Da? Ja, zgubiš nisi več tok jak. Nisi tok jak, ja. Ne moreš deliverati, je rekel. Ne moreš več čas. Ne moreš. Tako da pazi, Klemen. Itak. Kakšen je tvoj nivo delivery? A je sustainable? Nič ni sustainable. A je vsaj bolj sustainable?
Kaj imaš stvari, ki niso niti 6 ur sustainable? Ne, ene stvari niso sustainable. Upam, da si ti sustainable vsaj 15 minut. Ja, ne, dober point, ampak ne vem, če sem pripravljen to klele razkrita. Ne. Ampak ja, ene stvari niso sustainable, ja. Ene akcije, ene stvari, ki jih počneš. Ne. In pol, če imaš to milost, da to čim prej vidiš. Ne. To v bistvu vidim, koliko je pomemben v lifeu, da niti ni pomemben, da ne zajebaš stvar, ampak koliko hitro ti vidiš, da si zajebil, pa spremeniš akcijo iz tega. A ne? Ja. To pa je nekaj, kar ne vem, to sem recimo zdaj bom rekel, zadnji mesec sem se z eno stvarjo ukvarjal in bilo je zelo intenzivno, zelo boleče, ampak je ful kratek čas trajal, ker sem videl, da nekaj delam slabo, pa nekaj delam narobe, pa sem spremenil, pa je pol se to sprostil. Ampak hitro sem videl eno verzijo Klemna, ki ne bi tega videl, ne bi tega linka naredil in bi v tej isti stvari isto rešitev za slabo počutje zaradi te stvari. Ne. Stari, kako kriptično je to povedal. No. Ena Se boš počas zavrtel pol kasneje. Ja, cool. Hodil. Ja. Ja. Drugače pa, kaj mi je všeč na ženskah, to, da je ful ženstvena. In vedno manj tega vidim v družbi. Pa kaj to pomeni, po moji definiciji, da se prepusti voditi v fizičnem svetu moškemu, oziroma v tem primeru meni, bom sam zase govoril, pa da vodi v enih drugih sferah, ki so pa, ne vem, čustvene ali pa v ljubezni da vodi, ne, na tem subtilnem nivoju, ki pa ni v fizičnem svetu. Ampak to, da mi pa ženska posega v fizični svet. Pa kaj to opiš, kaj to misliš, kaj rečeš fizični svet? Da hoče voditi to, kje bova jedla, kje bova lokacijsko, kaj bova počela, kako bojo, take stvari. To mislim, da je... Šuti. Kaj? Šuti. Čuti, kad te karam, a ne, škraba. Da se zna potopiti v to, da sledi temu. Ampak ne na način, da ti njej ukazuješ, ampak da vodiš. To je pa ful velika razlika. Ne? Vodenje je bolj tako, odkot ti povabiš. Povabiš, ona lahko reče ne in je ok, a ne? Ampak da se prepušča temu toku. Ko včasih je bilo to dosti zamenjeno s tem, da ti ukazuje ženski. Nisem tega mislil. To mi tudi ni. Lost Art of Feminine. Ja. To je res. A to je naslov knjige? To je samo moja misel. To je samo moja misel. Feminizem, ampak brez feminin. To je fulane. A vidva tudi to opažata v družbi? Ali pa z bejbami, ki sta... Ja. Tudi. Ker bom rekel, da je... Ja, kolega je eni napisal za prvi dejt, pa rekel, se dobiva v Tivoliju. Nista se poznala. Pona, ti pa meni že ne boš tako na ta način. Ja, govoril, ki je... Ker jaz sem se sposobna sama. Mi dva se morava skupaj odločiti. Ne? In... Pa se nista nikjer dobila. Ne, pa bom tako rekel, ne. Ko si stara 40 let, ne se spraševati, zakaj si samska, pa independent, ne. Ker ta energy je, vsaj za moško stran, ali pa bom spet sam sebe povedal, me je to ful neprivlačno. Ne. Ja. Ja, si ti, mislim, to, kar sem jaz poznal, ja, ti si bil sposoben biti v zvezi z zelo ženstveno žensko? Ja, izredno. Jaz nimam kapacitete, mogoče nisem imel toliko zlo. Kaj to pomeni? Zelo ženstveno žensko, moš tudi biti zelo masklen moški. In zelo ženstvena ženska
tem principu, če mi govorimo ženski princip, pa moški princip, ne, potem feminin, maskulin, po definiciji v teh energijah, ne, je težko skratiti, zelo energetsko potratno. Zelo veliko energije moš vlagati v to. Se mi da ti si to, recimo zdaj, kaj gledam, imel kapaciteto bolj, jaz nisem mali tok feminin, babe. Ja. Ampak tudi, mislim, mi je pa to zelo privlačno, feminin, ne pa mogoče ekstra, kako je že. No, ampak jaz se ne bi strinjal, da full energije moč porabiti. Jaz glih čutam pri ženskah to, ki imajo izrazito žensko energijo, da se jaz full spočijem not v tej energiji. To je mogoče nekaj drugega, kar si ti, ne bi jaz dal na to kot razlog, če sem jaz bil full neki drugačko, kar ti misliš, ampak to neka ženska, ki je ženstvena, pa nežna, pa sledi, pa to, jaz mislim, da se ti ful spočiješ v tem, zato ker če si ti maskulin, pa se borbaš z eno maskulin žensko, ali pa to, kar sem dal primer, če ti moraš skozi borbati, kdo bo vodil stvari. No, bom to rekel. Jaz sem v preteklosti, če analiziram, si ti imel mogoče, bi rekel, tvoje partnerka, nekako, da je predstavljeno skozi meri samo v feminin, in včasih so situacije, kjer je bolj funkcionalno, ali pa lažje moškemu zashendlati, če se problem rešuje skozi maskulin princip, skozi princip moškosti, je lažje in hitreje zashendlati, kot če se bi neka dotična stvar reševala skozi princip feminina. To pa je res, ja. To. Jaz mislim, da problem solving je v svojemu principu maskulin energija. Pa to ne pomeni, da ženske nimajo, ker ženske imajo tudi maskulin energijo, ne? Če se popravim, kaj sem bolj hotel reči, da si ti imel kapaciteto mogoče biti z nekimi partnerkami, ki so večino časa vse operirale skozi feminin, medtem, recimo jaz, če analiziram sebe, sem imel zmeri partnerke, ki so imele malo več pa te dinamike, še vedno full feminine, ampak so znali nekatere stvari po maskulinem principu rešiti. Ja. Še bolj privlačno od tega, kar sem rekel, da je ona v feminin energiji, je, da zna preklapljati. Ja, mislim, full je funkcionalno v tem svetu. Ni slabega v bistvu efekta iz tega. Zato, ker če ona fura biznis, pa problem solva, a ne? Pa prej domov, pa se sposobna dati v feminin energijo, to je best of everything. In isto bi rekel za make-up brez make-upa. Meni je najbolj ta spekter všeč, pri ženskah, da je tako greva na neko gala stvar, da se zna full zdrihtati, pa večerno to je leto, pa zna zjutraj to, kar si ti rekel, da pač ni betiti brez make-upa na petrol, ker imel sem primere, ker je bilo to no-go. In to je tako full čuden insecurity. In to, ta range, in energija. Zdaj si mogoče razložil, zakaj mi je full sexy no make-up stil, ker samo tiste, ki so bile ekstremno zadovoljne same sabo, so bile sposobne iti z menoj v Roga na zajtrk brez make-upa. Pa v trenerki. To občudujem in spoštujem 100-krat bolj. Jaz vsak je sposoben iti na zajtrk v svoji najboljši opciji z frizuro. Ampak se meni dober, zdaj bo, pač si se vstal, pa je šla pač s teboj tja na zajtrk, pa ni imela glih paroki, pa to ni uničilo tega zajtrka, ni bila, se ni skozi ukvarjala, me bo kdo videl, to mi je tako crazy hudo. Dobar. Ja, se strinjam. Pa to spoštovanje, kar si rekel, bi jaz poudaril, ki se kaže čez nek loyalty. Kako bi rekel loyalty po? Zvestoba. Ampak ne taka zvestoba seksualna ali pa tako ne, ampak zvestoba, da ko smo mi skupaj, ne? V dobrem in slabem. Ja, ampak tudi v situacijah, da zna ona podpreti svojega moškega. V situacijah, ko ve, da je on v bistvu, da je to njegova domena.
Sprav nekje sva, pa je ta tip recimo ful socialno sposoben, pa ljudje ga, ne vem, tako tretirajo, da ona ne bo takrat njega dol dajala zaradi nekih svojih kompleksov, da ga zna podpreti, pa da pusti, da on zasije v tisti domeni maksimalno, ker on bo to naredil za njo tudi. To v bistvu mi je ful pomembno, da v bistvu je res ta zvestoba pa loyalty meni osebno v družbi, ki smo. Ker je veliko ljudi, ki so masovke, da začutim to, a veš, ta loyalty. To mi je bilo vedno ful lepo, pa ful pomembno, pa ful spoštujem to nazaj, da svoj ego da dol, pa, Ker to je tudi malo masculine energy, če ona tam, a veš, skače okrog. Meni je bilo ful zanimivo, pa mi marsikdo kdo mogoče ne verjame, kad to rečem. Jaz sem... Tudi to. Kaj? Mislim, da ti si jaz poznal celo škoda. Jaz sem drugač bolj ekstrovertiran, čeprav imam elemente hude introvertiranosti, ker bi en mesec sem sam sabo in sam rad delam in sam rad berem in cancelamo se evente, ampak in general sem bolj ekstrovertiran, recimo, če bomo šli zdaj v diskač, bom bolj med ta glavnimi kukaronkaj v kotu. In naravno sem ponavadi prišel v zvezo z punco, ki je bila bolj introvertirana. Ampak samo ena, recimo bi rekel, je bila pa izjemno ekstrovertirana. In sem se imel isto dobro in takrat sem prvič samega sebe videl v situaciji, ko sem bil 1 leto tiho. In mi je bilo vrhunsko. In z njo sem... Poslušal si? Mislim, ne samo, da sem poslušal njo, tudi recimo, ko sva bila kje, šla sva za en mal daljši trip, vse se je ona zmenila, vse se je ona pogovorila. Jaz sem se počutil, da sem v bistvu že na takem nivoju, da je en menedžer, ki se vse za mene meni. Okay. In mi je bilo the best. In mi je the best, ker sem jaz ta menedžer, ker pač sem na potovanju s punco in sem jaz on, ki bolj rihta stvari in se jaz bolj pogovarjam in jaz bolj spodam. Ampak tle mi je bilo vrhunsko 1 leto, ker sem bil introvertiran tip, ki je večino časa tiho. Ok, a te lahko nekaj vprašam? Dej, ustrel. To sem slišal, bilo ti je convenient. Convenient in full... A ti je bilo privlačno to? Ja. Se pravi, to, kaj je ona delala, ti je bilo privlačno? Kaj je delala... Aha, ok. To je delala skozi princip ženstvenosti. Aha, ok. Ja. In je bilo convenient in jaz sem se dobro počutil. Se mi zdi, ful časa sem imel. Ful časa, da sem razmišljal o stvarih, da sem ful bilo the best. Tako da mi je tak eksperiment je bil, da sem v bistvu preizkusil se živeti v drugem polu in nisem vedel, da imam to fleksibilnost. Čeprav, ja, moj default je, da sem jaz tisti ekstrovertiran. Ker nikoli skoro ne vidiš funkcionalno zvezo, ker sta oba eden mora biti malo manj, ali pa malo bolj. Se mi zdi, no. Da se poklapaš, ja. Ja. Ampak ja, kaj se hotel reči tega, da pa v določenih stvarih ima človek ful več fleksibilnosti, kot ne mislimo. In ta fleksibilnost se vidi, da z leti, ko si v zvezi, ko si v paru, da nekako nadiš en drugega. In fleksibilnost, ko imaš ti, fleksibilnost, ko ima partner, nekako brez te fleksibilnosti ne prideš skupaj, ker noben ne meča 100%. Nismo kot kocke, da skupaj in meča, ampak smo bolj kot voda, tako nekako. Boš pride skupaj, če daš.